Predlog strateškega načrta zavoda KŠTM Sevnica je članom sveta predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Izpostavila je vidnejše projekte in aktivnosti preteklega obdobja, nato pa predstavila strategijo razvoja za posamezno področje, torej za kulturo, šport, turizem in za mladinske dejavnosti. Mi vsako leto delamo tudi finančni in programski načrt, ki predvsem temelji na razpoložljivih virih. Jasno, ni naš vir financiranja samo občina in pa tisto, kar dobimo iz naslova oblikovanja nekih produktov, obiski le-teh. Tudi veliko je odvisno od tega, kako uspešni smo na raznih razpisih, da lahko delamo zgodbe, kot je na primer tematska pot Gostje kultura, ki je zadnji produkt iz enega izmed razpisov, na katerega smo se prijavili. Temeljijo pa predvsem na nadaljevanju rednih programov, ki so jih v preteklosti že izvajali. Nekaj med njimi bomo tudi prenovili, če samo izpostavim grad razstave, so že zrele za neko preoblikovanje. Sevniško kuhinjo bomo malo preoblikovali. Festival Modre Frankinje v letošnjem letu beleži 10. obletnico. Želimo, da postane še bolj mednarodno prepoznaven. Prav tako se z mladimi povezujemo na področju izvedbe koncertov, da bi naredili dvodnevno dogajanje. Na turizmu je veliko priložnosti, seveda je pa tam tudi najlažje dobiti neka evropska sredstva, oblikovanje nekih zgodb, prepoznavanje ciljnih skupin, ki nas obiskujejo, veliko promocijskih dogodkov si obetamo tudi z tega naslova. Ob tem morajo spremljati nacionalne smernice, ki so podane za 4 področja dela, saj navsezadnje pokrivajo kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Upoštevati moram, kot že omenjeno, ta letni načrt, resurse, ki so na razpolago, predvsem pa tudi to, da upravljamo z določenimi objekti, kateri moramo dati vsebino, svežino, tudi upravljanje objektov je nujno potrebno upoštevati pri tem strateškem načrtu njihovo nadgradnjo, potrebujemo tudi kakšne dodatne prostore. Za letošnje leto načrtujejo ponovno odprtje grajske kavarne. Glede na vse pogovore, ki smo jih zdaj imeli, izgleda, da nam bo to končno uspelo. Iskali smo poslovnega partnerja, ki bi nekako prevzel to ponudbo na gradu, vključujoč z vilo. Tudi pri porokah že v preteklosti je bilo to dobra izkušnja, da je zraven sodeloval, tako da nosi nadejamo, da mogoče čez poletne čase pride do kakšnih teh pismenih dogovorov in izvedbenih, tako da se bojo ponovno vse te vsebine lahko mogoče v malo širši obliki zopet predstavljale, ne samo v tej okrnjeni obliki, kot smo zdaj, brez najemnika kavarne in brez te možnosti partnerskega odnosa za trženje vile bili. Javni zavod KŠTM je pripravil strateški načrt, v katerem opredeljuje tiste naloge oziroma izzive, načrtuje svoje naloge za prihodnje 4-letno obdobje v skladu z zakonom, v skladu s svojim poslanstvom, tako da nekako izpolnjuje družbene potrebe z področja kulture, športa, turizma, mladine kot delno izvajalec programov, še v večji meri pa kot upravljavec objektov, skrbnik opreme in načrtovalec aktivnosti. S temi svojimi aktivnostmi bistveno vpliva na kvaliteto življenja v okolju in nekako zagotavlja stabilno obratovanje javnih objektov v občini Sevnica. Občinski svet je strateški načrt podprl. V zavodu KŠTM Sevnica je sicer trenutno 15 zaposlenih, njegov letni proračun pa se giba med 700 tisoč in 900 tisoč evri.